Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in še vedno govorimo o osnovah. Kje začeti, kako nadaljevati tiste korake, ki so najbolj pomembni. Včeraj oziroma v prejšnjem videu sem govorila o zdravi samopodobi, o ljubezni do sebe. No ja, danes bomo naprej nadaljevali o zdravi samopodobi, ker to je v bistvu temelj, ker vse to, kar jaz razmišljam, jaz sem. Kdo jaz sem? Jaz sem izguba, jaz sem vedno neuspešna, jaz sem debela, jaz sem grda. Vse to določa potem, da točno to postajam. Zato je tako pomembno, da gremo temeljna prepričanja preveriti, kdo jaz sem. Kaj so mi vsadili v mojo podzavest, ko se nisem niti še zavedala tega sveta, kako sem bila programirana na to, ker verjamemo to, da vse to, kar sem se kot duša odločila, da bom predelala, sem dobila v rani mladosti. In kdo jaz sem? Kaj so vam govorili? Kdo si ti? No, kdo si ti? Pri nas tako nismo preveč pametni. Bolj počasi mislimo, ne vem, pomislite, kaj so vam govorili, kaj je bilo v vaši družini tisto, o čemer ste se najbolj pogosto pogovarjali. Pa recimo, vsi, ki imajo denar, so barabe in tako naprej. To so neka prepričanja, ali pa vsi ljudje so nepošteni, nikomur ne smeš zaupati. Ne vem, mogoče je bil strah glede preživetja in se je vaša duša v tem življenju odločila, da pač predela strah glede preživetja in da mogoče zaradi tega imate težave s težo, ker vam kaže, da hočete pojesti varnost na en način. Se pravi, ali pa se zavarovati in zaradi tega preveč pojeste in delate obloge okrog svojega telesa. No, in tisto, kjer ste najbolj ranjeni, tako vam telo sporoča, tam se vam nabira maščoba, lahko imate tam bolečine, konstantne bolečine. Recimo, če imate maščobo na spodnjem delu telesa, stegna, so direktno povezana s spolno čakro. Kako vi sebe doživljate kot ženska, kot moški? Vemo, da moški ponavadi nimajo močnih stegen, nimajo celulitastih stegen, ženske pa, zato ker ogromno nas žensk predeluje prav to žensko vrednost. No, danes sem z eno gospo govorila in prav o tem, o samovrednosti in da se mi ženske učimo biti v ženski energiji. In mnoge ženske so zdaj v moški energiji, v tisti agresiji in bomo že pokazali, desci in tako naprej. In to je moška energija, moški hormon, testosteron se tvori in da mi razumemo ženske, da se spravimo v žensko energijo, ki pa povezana z milino, sočutjem, ja, in tudi na žalost z nespametjo. Kaj zdaj to pomeni? Jaz se moram naučiti, da v tem življenju stojim na svojih dveh nogah. Zdaj tukaj imam karte, Oshotove karte, in da vidimo sporočilo za vse tiste, ki se učimo samovrednosti. Se pravi, tisto osnovno lekcijo, ki jo, dokler jaz te lekcije ne usvojim, bom imela neprestano v svojem življenju stres, neprestano ljudi, ki mi bojo kazali ogledalo, koliko se cenim. Zato je tako pomembno, da začnem razmišljati o sebi, kdo jaz sem. Dobili smo tako dobre karte, glejte, cvetenje od znotraj. Poglejte si to karto, cvetenje od znotraj, ne glede na to, kaj se od zunaj dogaja, vi ste lahko v sebi mirni. Ampak mirni, kdo jaz sem. To, če vam nekdo govori, ti si neumna, ti si debela, ti veš vse noter, da si lepa, da si božanska, da si veličastna. In tudi, če imaš ta trenutek še kakšno zdravstveno težavo, ali pa da nekaj ni tako popolno, kot so vam govorili, da morate biti popolna, da mora biti mogoče štedilnik zmeraj spucan, da to kaže, kako ste vi dobra gospodinja, ni pa pomembno, kako čustva izražate. Spustite kakšno zadevo. Potovanje je prišla ven.
Potovanje, ampak to pomeni potovanje lahko tudi po svoji notranjosti. Ta naša notranjost, telo je zemljevid in nam kaže, kje imamo primanjkljaj. Če imam boleča kolena, mogoče je čas, da vstanem s kolen, da že enkrat vstanem in da rečem, zdaj pa lahko stojim, ni mi več treba klačeplaziti, ni mi več treba prosjačiti. Mogoče, če imate težave s kolki, mogoče predelujete neko vrednost kot ženska in dati noge narazen, zdaj mogoče se sliši vulgarno, ampak samo takrat, ko jaz to čutim. Ne takrat, ko se nekomu, zdaj mi oprostite, ampak govorim res tako, ko čutim, ko se nekomu dvigne. Pač to je vaša vrednost, to je vaše telo. In za vaše telo ne morete biti sredstvo, da se nekdo prazni na vas. Pač ne morete biti. V nobenem primeru. Ne spolno od spodaj, niti tukaj, da vam nekdo prazni na vaši glavi svojo šaro in jih stresa in si jo stresa v vaša ušesa. Pač dovolj je tega, zato ker se imate rade, zato ker se cenite, pač postavljate meje. In zdaj tukaj res govorim tako, kot čutim, in čas je, da začnete ceniti svoje telo kot svoje svetišče. In zato, ker svoje telo, kdo sem jaz? Nekoč sem bila koš za odpadke. Ja? In to se je odražalo od tega, da ko otrok ni mogel pojesti hrano, mami ne morem, mami odprla usta in pojedla. Zato, ker pri nas ne mečemo hrane stran. In ko sem prišla do tega, da ne morem biti več koš za odpadke, da pojem vse, kar ostane, se je tudi moja teža spremenila, moje telo se je spremenilo. In ko sem prišla do tega, da ne morem prav tisto, se je zame dobro, da je moje telo svetišče, da za otroke sem pripravila hrano, ko so bile še manjše, in za sebe posebej malco. Tudi zdaj, ko so odrasle, ko mi ni več treba pripravljati za njih vmesne obroke, dejansko jaz si pripravim zdrave obroke zaradi tega, ker se imam rada. Zato, ker moje telo je svetišče in zato ga hranim z ljubeznijo. No, zdaj pa pojdimo naprej na to, da sem jaz ustvarjalec. Ustvarjalka. Ustvarjalka nove dobe, ustvarjalka mojega življenja. Kaj zdaj to pomeni? Da jaz kot ustvarjalka vsakič, ko pogledam svoje telo, ustvarjam svojo realnost. To pomeni, pogledam svoj obraz, rečem, nova guba, no, starostna, no. In seveda potem to, kar razmišljam, to mi prihaja na pot. In vidim krema proti gubam in se vrtim v nekih gubah, namesto da bi iskala rešitev za mladost. Kako povečati mladost? Samo fokus moram spremeniti. In recimo čisten tak preprost nasvet, polži, ki lezejo s hišicam, veste, da v sebi vsebujejo ta polžja slina kolagen. In lahko date polžka lepo na kožo in vam malo leze po koži, ker to je čisti vir kolagena. Lahko tudi prosite tega polžka za malo kolagena, pa si ga namažete mogoče na kakšen del vašega obraza. Vem, da zdaj reče, fuj, a to pa ni fuj, ker na koncu koncev iz polžev uporabljate kremo. Ja, seveda ne vidite, kako to proizvajajo, če pa polževa slina noter, je pa to dobro. In vemo, da zdaj v kozmetiki se tudi uporabljajo otroške, mislim, pri porodu te posteljice, placenta, in to pa ni fuj. Ja, glejte, polža ne ubijete, ampak samo to, kar je kolagena, namažete. Tako da ustvarjalke, vsi smo ustvarjalci našega življenja in naslednja stvar je navzočnost. Navzočnost, prepuščanje toku, navzočnost pomeni, da ta del, če sem jaz navzoča in ko pogledam svoje telo, pa rečem, spet sem se zredila. Koliko sem grda. Da vsakič, ko se kritiziramo, reče, ne,
preklicujem. Jaz sem čudovita, jaz sem lepa, jaz sem vitka, dovoljujem, da moje telo se preoblikuje. Se pravi, da jaz sem komandant, nadzornik, tisti, ki upravlja moje misli, ne pa da moje misli grejo kot podivjana konjska vprega, ki vodi iz ene misli v drugo misli, v ta tretjo misel in na koncu pristanem do tega, da sem nič vredna, kar so mi govorili mogoče v mladosti, ali pa se mogoče ta program prenaša po liniji mojih prednic, ker so bile one nič vredne in zdaj jaz mislim, da sem tudi nič vredna in da moram prosjačiti za ljubezen, za odobravanje in tako naprej. Tako da lejte. Ta druga lekcija je še vedno temelj. Notranji monogovor, kam teče, kako teče. In jaz sem vam večkrat govorila, kako sem se jaz učila ljubezni do sebe. Brala sem knjigo Louise Hay, Moč je v tebi, in notri piše, da vsakič, ko greš mimo ogledala, rečeš, rada se imam in se cenim. In začnite si govoriti, bejba, rada te imam. Da sebe objamete zvečer, pa rečeš sama sebi, moje celice, rada vas imam. Hvala, ker mi služite. Moje telo, hvala, ker mi služiš. To je tako osnovna zadeva. In če bomo mi sebe imeli radi, svoje celice, svoj nos, svoje oči, enostavno rečemo, joj, hvala, vsaka celica. Lepota moje duše, se pravi mojega notranjega monologa, se izraža naven. Moje telo je pokazatelj tega, koliko se imam rada. Gremo še na prehodovno dobo. Prav tale imeti se rada, izražanje svoje resnice, vse je povezano s tem, kako jaz gledam na sebe. Gledam na sebe kot na boginjo tukaj na zemlji, ki ustvarja, gledam na sebe kot žrtev, ki samo odnaša riti ljudem in je vedno na zadnjem mestu in zmerom za vse sama. Dajte pomisliti, kakšni so vaši osnovni programi in iz tega ven boste videli, da je vaša samopodoba direktno s tem povezana. Dovoljujte, da vas vodijo nebesne sile. Bodite v sebi mirni in dovolite si slišati vodstvo. In resnica je ena, vedno in povsod izražam resnico. In ta resnica je povezana s tem, da svojo resnico znate pritisniti tudi na čustva drugih ljudi. Tudi če nihče ne ve, jaz vem, moja duša ve. Nobeno dejanje ni vredno, da me bremeni. Noben odnos ni vreden, da ga tajim. Dovoljujem si sprejeti svoja resnična čustva. Dovoljujem si biti resnična. To je poštenost do sebe in je temelj vseh odnosov. In prav ta resničnost. Zadnjič sem govorila z eno gospo in pravi, joj, veš, po ločitvi nisem pripravljena na nobeno resno vezo, imam enega, ki je sicer poročen. Ja, ve, kako zgleda, kar ženska, ki je podhranjena z ljubeznijo, pač išče nekje potrditev. Ampak po drugi strani, če s tem pomaga, da nekdo drug lahko vara in ne živi svoje resnice, s tem ne pripomore k ničemur. In gre se za to, da si upamo živeti svojo resnico. In da si upamo izražati svojo resnico, ker ko si upamo izražati svojo resnico, takrat pomeni, da ničesar ne tajimo. Ena stvar je nespamet, da se razumemo. Nespamet je vse nositi na pladnju, vse zadeve. Ampak druga stvar je, da v intimnih odnosih smo pošteni. In prvi intimen odnos je z nami samimi. To je naš najbolj intimen odnos. In ta naš intimen odnos, da si jaz upam priznati moja čustva. Mogoče me je pa strah samote. In bom vse naredila, da bom samo z nekom, pa čeprav pristajam na drobtince.
kaj je moja resnica. No, in to je ta moj notranji monogovor, ta moj intimen odnos z mano, ker je res, moje telo je z mano, z mojo dušo do konca mojih dni. Tako da to je lekcija številka 2, bodite iskreni do sebe. Priznajte si svoja čustva in tisto, kar je program vaših prednic. A ne, za vse mora biti sama, jaz sem žrtev. Počiste to, začnite izvajati zdravilno molitev dekodiranja in boste videli, vaše telo vam bo sledilo vedno in povsod. Zato dajte ukaz, kaj želite, boste videli, v vašem življenju se bodo zgodili čudeži in se dogajajo. Tako da želim vam vse dobro, uživajte in dovolite, da se od znotraj zgodi vaš preporod vaše duše. Uživajte in vse dobro vam želim.